Pozdravljeni v oddaji Bled na dlani. Evropsko leto kulturne dediščine, dnevi Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine. Pomembni dogodki so zaznamovali september. Osrednja slovenska prireditev je potekala na Bledu. Prav tako kot vsi dogodki, ki so bili pripravljeni v blejski občini, pa je tudi osrednja slovesnost izražala neizmerno in bogato ustvarjalnost ljudi, ki tu živijo. Kulturna dediščina se ohranja in živi prav zaradi njih in z njihovo pomočjo ter ljubeznijo. Kako smo v blejski občini obeležili dneve kulturne dediščine, kaj vse so naši občani in občanke pripravili, si lahko ogledate v naslednjem prispevku. V septembru in oktobru smo obiskali kar nekaj zanimivih dogodkov, ustvarili pa ste jih še veliko več, po podatkih največ na Gorenjskem. Od Henrika II., briksenškega škofa Albuina in Napoleona, do močnih blejskih žensk, Riklija in Plemla. Kulturna dediščina je del nas, okolja in družbe. Uradna otvoritev tedna kulturne dediščine je z 22. septembrom odprla časobarvan z najrazličnejšimi dogodki, projekti in počastitvami, ki so se odvijale vse do 6. oktobra. Dame in gospodje, dobrodošli na slovesnem odprtju 28. dnevov Evropske kulturne dediščine in 6. tedna kulturne dediščine na Bledu. Letošnje dneve Evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine odpiramo na Bledu, kar ni naključje. Bled z otokom, cerkvico in gradom je gotovo najbolj prepoznaven kulturni spomenik Slovenije. Slogan leta Naša dediščina, kjer preteklost sreča prihodnost, želi kulturno dediščino približati vsakomur, še posebej mladim. Dva viteza, za katere se zahvaljujem za brezhibno delovanje. Razglaša, da so dnevi Evropske kulturne dediščine odprti. Na novinarski konferenci, ki se je zgodila še pred samo otvoritvijo, so nam organizatorji osvetlili pomen prireditve. Dnevi Evropske kulturne dediščine, ki jih bomo tu odprli v soboto, predstavljajo edinstveno priložnost za praznovanje kulturne raznolikosti in odkrivanje pisanih zgodb živahne in raznolike Slovenije in Evrope. Osnovno vodilo dnevov je dostopnost, vsi dogodki tako pri nas kot po Evropi so brezplačni. Kar 10% vseh prireditev v sklopu tedna kulturne dediščine se je odvijalo prav na Bledu. Smatramo to, da je Bled izbran za težišče letošnje prireditve eno veliko čast in priznanje strani države in državnih inštitucij, so v prvi vrsti zadolženi za to. Gospod župan pa je še posebej ponosen na vse sodelujoče. Vesel sem, da imamo tako aktivno šolo in vrtec, da imamo celo vrsto društev, združenj, posameznikov, entuziastov in zato ni bilo teh dobrih 40 dogodkov, ki se bodo tukaj odvili, niti na koncu organizacijsko že, ampak ideje za to dobiti in pripravljenost biti zraven, to pa ni bil tak velik problem. Kulturna dediščina niso zgolj najdbe, zidovi, umetnost, temveč tudi veščine, obrti, zgodbe, pesmi, jedi in filmi. Prireditve na Bledu so obiskovalcem ponudile kar se da veliko. Dr. Andrej Rahten nam je na predstavitvi njegove knjige Med Kakanijo in Vilsonijo odprl pogled v zgodbo nam morda še neznanega krajana. Na Bledu je živelo precej pomembnih ljudi, ki so bili do nedavnega zamončani, še zdaj v času naše samostojne Slovenije in s takimi prezentacijami, s takimi deli, s knjigami dobivajo zdaj svoje mesto. Ivan Švegel je nečak Jozefa barona Švegla, znamenitega diplomata, ki je v 19. stoletju služboval na Dunaju. Že prej sem se ukvarjal z Jozefom Šveglom, sedaj pa sem se odločil, da napišem tudi biografijo Ivana Švegla, pri čemer seveda sem želel zaobjeti celotno njegovo življenje, ne samo diplomatsko pot, ampak tudi njegovo politično dejavnost.
Ivan Švegelj se je namreč rodil v Zgornjih Gorjah in vodil razgibano diplomatsko in politično življenje, katerega velik del je v jeseni življenja preživel v dvorcu Grimšče. Doktor Rahtenov mentor, blejski zgodovinar profesor Franc Rozman, je na predstavitvi izpostavil tudi problematiko neprepoznavnosti drugih pomembnih občanov. Razen Plemla nima nihče ulice, no, da ne govorimo o kakšnem spomeniku. Zdaj mi kar naprej hvalimo Riklija, a ni čudno. Začetnik turizma pa ne vem česa še vse. Častni občan pa bolj ne. Nach links. 1, nach rechts. 2, nach links. Dnevi kulturne dediščine pa so ustvarili tudi prostor za otvoritev spominske plošče v spomin zaslužnim začetnikom blejskega turizma. Plošče se nahajajo na 4 straneh vremenske hišice v zdraviliškem parku. Namenjene so Arnoldu Rikliju, Antonu Vovku in njegovi hčerki Juli, poročeni Malnar, Jakobu Kendi, njegovi ženi Mariji, rojeni Peternelj. Jaz bi se sam zahvalila vsem, ki so se potrudili, da so tele 3 table tle in da so se spomnili tudi domorodcev naših prednikov hotelirjev. Hvala. Kulturna dediščina, ki nam jo je pustil Arnold Rikli, ni zgolj stvar opevane preteklosti. Zagotovo pa vrnitev k naravi, preprosto gibanje v naravi, pravilna hrana, vse to, kar je v bistvu Rikli naredil, nam je danes cilj, samo v drugi preobleki. Težko bi zdaj med vsemi temi prireditvami izpostavil kakšno posebno, ampak recimo na pobudo Muzejskega društva Bled je nastal nov film o Plemlu, oziroma sploh prvi film, ki prikazuje enega najpomembnejših Blejcev, matematika Plemla. O delu Josipa Plemla so v filmu spregovorili matematik dr. Anton Suhadolc, Plemljev študent, Janez Fajfar, župan občine Bled in Srečo Vernik, predsednik Muzejskega društva Bled. Zelo malo ljudi imamo, ki so po eni strani taki svetovljani, po drugi strani pa domoljubi kot je on. Bi bilo lahko velik vzor marskomu danes, ne samo Bledcem, ampak vsem Slovencem. Se nam je zdaj prav, da tudi nekje, da je viden spomin na našega mogoče največjega Bledca vseh časov, Josipa Plemla. Spominska plošča, ki so jo profesorju Plemlu postavili v Černovicah, govori o njegovem velikem čutu za poučevanje. Profesorja Plemla sem spoznal leta 1953, ko sem se vpisal na študij matematike na Ljubljanski univerzi. Predaval mi je 3 leta v 2., 3., 4. letniku. In diplomiral sem potem leta 1957 pri profesorju Plemlu. Takrat je bil on star toliko, kot sem jaz danes, 83 let. Gotovo je imel enkraten dar za poučevanje. Več o zgodbi o opevanem matematiku si lahko ogledate v filmu Spomini na profesorja dr. Josipa Plemla. Zgodbe o pomembnih občanih pa skrivajo tudi vile, ki krasijo blejsko okolico. Pridružili smo se turističnemu vodniku Niku Rakovcu. Zdaj, drugače nisem mislil kaj dosti o drugi, oziroma nekoč najpomembnejši vili govoriti danes, ampak glede na to, da imamo tele mlade klele, ki mora biti tudi o Titovi vili oziroma o vili Bled, ne vejo prav veliko, mogoče čisto na hitro, par besed še o včasih najpomembnejši vili na Bledu, a ne? Sprehodili smo se vse od občine, mimo hotelov po Cankarjevi cesti ter pod Stražo. Vendar to ni edino območje, kjer lahko občudujemo lepoto in zgodovino ujeto v blejsko arhitekturo. Stvar je v tem, da so vile v privatni lasti, nekdo si lahko privošči drago obnovo, nekdo ne. Nekaj jih je bilo v zadnjem času tudi predano novim lastnikom, kar se je dogajalo tudi skozi celo njihovo zgodovino, so se lastniki menjali in vsak pač poskrbi za svoje imetje po svojih finančnih zmožnostih. Je pa tako, da že daleč pred približno 150 leti je en gospod napisal, da je Bled zelo lep, primerljiv z vsem, ampak nima
tega blišča, nima vil, kot jih imajo recimo švicarska in pa bavarska jezera. No, danes mi te vile imamo in po zmožnostih vsak skrbi zanje. Mislim pa, da so neka popestritev in neka bogata dediščina, ki jo tukaj na Bledu imamo in jo poskušamo tudi obdržati. Kulturna dediščina je tesno povezana s turizmom. Pravijo, da so turizem zgodbe. Blejski turizem pa so ljudje, ki te zgodbe živijo, gradijo in pripovedujejo. Zdaj bo pa treba spet kakšen večer oziroma nekaj večerov brskanja po teh zapiskih Boža Benedika in pa še malo po stričku Googlu in potem bomo nadaljevali od tunela naprej z vilo Lazarini proti vili Epos, pa mimo vile Bled in vseh vil, ki se nahajajo na področju Zake in pa omenili verjetno še tiste, ki so nastale na Rečici. Kajti, kot vemo, so prve vile res nastale v bližini jezera z velikimi posestvi okoli, potem pa, ko je zemljišče ob jezeru nekako zmanjkovalo, so se tisti, ki so imeli seveda dovolj pod pavcem, odločili, da so gradili vile tudi nekoliko dlje od jezera, na manjših parcelah in tudi nekoliko manjše. Tokrat smo imeli možnost spoznati tudi zgodbo kamenin in fosilov, ki nam jih je na razstavi predstavil zbiratelj Damjan Jensterle. Kulturna dediščina je nekaj, s čimer bi morali veliko bolj pazljivo ravnati, kot pa to delamo. Avtor zbirke, katera vsebuje več kot 25.000 primerkov fosilov, je primerke odkril na Straži, Osojnici, na Pokljuki in v Karavankah med Dovjem in Jezerskim. Na Blejskem gradu bi bilo prav, da je geološki stolp narejen iz blejskih kamenin in predstavljen z blejskimi fosili. Zbiratelj predvsem poudarja pomembnost geografske avtentičnosti, ki bi za Bled lahko pomenila dodano vrednost. Teden kulturne dediščine je bil namenjen tudi mlajšim generacijam, ki so bile v dogajanje aktivno vpletene. Vrtec v Bohinjski Beli je v čast svetovnemu dnevu čebel 20. maja organiziral že 6. škratov pohod. Otroci so apikulturo spoznavali med blanskimi čebelnjaki. Že v maju smo starši raziskovali, kje so čebelnjaki na Bohinjski Beli. To tako, da je vsaka družina poiskala kakšen čebelnjak, poslali so nam fotografije in iz njih smo sestavili zemljevid čebelnjakov na Bohinjski Beli. Na tej poti pa te čebelnjake obiskujemo, dodali smo pa nekaj kulturnega programa, nekaj iz zgodovine, nekaj pa tudi predstavitve samega čebelarstva. Čebele jim je približal čebelar Gregor Lušina. Sodelujemo kar nekaj let že, ne samo ob dnevu, ko je temu namenjen, sam kot ta tradicionalen zajtrk. Se vidimo tudi vmes, tako kot je bilo recimo danes. Tako da pa pridejo mem, pa če smo tukaj okoli nek se zmeraj nekako malo pogovorimo, rečemo kakšno na temo čebelarjenja, čebeli sami in tako. Naša ideja je, da mogoče bo ta krožna pot med čebelnjaki nekoč kot turistična pot za turiste, ki obiskujejo našo vas. Otroci pa v sklopu tega tedna niso zgolj spoznavali kulturne dediščine, temveč jo tudi predstavljali na odru. Otroci so predstavili igro Enci benci na kamenci, pesmi Bela, bela lilija, Ko boš prišla na Bled in v Bistrem potočku je mlin, ter prirejeno pesem Tam gori na Blejskem gradu. V
V zanimive dejavnosti iz starih časov pa so nas ob bralskih pismih popeljali domačinke iz Društva deklet in žena z Bohinjske Bele, skupaj z otroci iz enote vrtca na Bohinjski Beli in pevci kulturnega društva Bohinjska Bela. Evropsko leto kulturne dediščine in teden kulturne dediščine sta na Bledu osvetlila bogatost naše dežele s kulturno dediščino. Ta je del naše identitete in krepi naše vrednote. V njej se skrivajo velik družabni in razvojni potencial, prav tako kot tudi pravice in dolžnosti. Teme Evropskega leta kulture so vključevanje, trajnost, varstvo in inovacije. Mi pa upamo, da te teme s prihodom naslednjega leta ne bodo nič kaj manj pomembne. Kako je divan ovaj Bled! Šteta što nemam više vremena da ga provedem ovdje. Tudi tokrat smo nekaj obiskovalcev Bleda povprašali po njihovih vtisih. Poglejte si, kaj so nam zaupali. Well, Melbourne's freezing. We've just come out of winter. So for us, we've been in Europe for about 3 weeks and it's really warm. So we're loving it. And Bled is amazing. So we've been hiking for 5 days all around the northwest of Slovenia. So coming here is like a relaxation holiday. So we've already been swimming and rowing. From Australia, we love sport, so it's great. Oh, here is wonderful. I'm here the second month, and I must go here again. It's wonderful. It's an atmosphere fine. Yeah, how my mom talks. For a few years, we stay here at Bled for 3 days, and must see again. So we're staying here for 10 days. We're staying in a log cabin. My husband is fishing. And we went out on a Pletner boat. We've been up to the castle. It's very beautiful. The views are excellent. It's just so lovely here. I'm going to recommend it to everybody I know because not only are the people really friendly, the weather has been beautiful, food is delicious. I'd love to come back. It is our first time here. We love the lake. We went to the castle yesterday. We love the food, and it's just a beautiful, relaxed place to be. We just actually got to Bled this morning, so we've walked around the lake, and now we're going to have lunch at a nice place over there and some cake, lots of cake. Yeah, that's a cream cake. That's what we're looking for. It should supposed to be a highlight of this trip, yes. Right? Yeah. Mm-hmm. Oh, it's just fantastic as far as the beauty is concerned. The people seem so friendly. And fortunately for me, a lot of people speak English because I would be dead without it. And as far as the impression, I was so impressed with the church there and the castle behind. The view from the far end of the lake, looking at both the castle and the church on the island at the same time is just magic, you know? Oh, we're just walking around here, looking over the castle. We were up the castle before, and now just walking around the lake and seeing the pictures. We have a million pictures that we took of the castle and the island, and it's just beautiful and perfect weather today too. So we really enjoyed it. Gorgeous, just a gorgeous. We just can't wait to come back. It's really pretty. Yes. We surrounded the lake 2 times. Yes, and we're here just for 1 day, so it's not much time to see everything. But it's really a fantastic area. Maja Vrtačnik je tista gospa, ki se je pred 4 leti odločila, da bo podrobneje raziskala področje kulturne dediščine v blejski občini. Od takrat je vneta popisovalka, predavateljica in vodnica po poteh kulturne dediščine. Že sprehod okoli Blejskega jezera je dovolj, da se prepričamo, kako bogato kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino imamo na Bledu. Maja Vrtačnik, upokojena profesorica biologije, pa je šla pri svojem raziskovanju kulturne dediščine še nekoliko dlje. Pred 4 leti si je prvič zastavila vprašanje, kateri predeli na Bledu so tisti, ki so zaščiteni. In sem pa vzela register naravne dediščine iz občinskega arhiva
in sem šla po blejski občini in poslikala, pa pregledala teh 74 enot naravne dediščine. Pol je pa, to sem prvo leto predstavila, pa sem pa nadaljevala s kulturno dediščino. Ta obsega 340 enot, razdelila jo je v 3 dele. Prvi del sem obdelala vse okoliške vasi, Koritno, Bodešče, Ribno, Selo, Koplenk, Bohinjsko Belo in Zasip. Potem v drugem delu sem vzela Rečico in Grad, v tretjem delu pa Zagorice, Želečo in Mlino. S svojim delom je želela sebi in drugim osvetliti področje naravne in kulturne dediščine. Kaj sploh spada v register, pod kakšnim režimom je zavarovano in kaj se tam dogaja? Izpisala sem si, kaj moram si pogledati posamezno vas. Ampak, ko sem pa šla domov, sem pa pogledala še opis, recimo, kakšne hiše in tam piše, da je posebnost, kaj vem, vrata ali pa kakšna okna ali pa kakšen prizidek, ki ga nisem slikala. Tako da sem pol drugič mogla še enkrat. Tako posamezne hiše sem tudi 4-krat, 5-krat šla slikati, ker nisem se dobro pripravila. In zadnji del je bilo še najboljši, ker sem si opise že prej pripravila, preden sem šla na teren. Na terenu je vse skozi spremljala in ji družbo delala psička Ori. Kot pravi gospa Maja, se vse skozi učiš in še posebej na začetku se je pri svojem projektu soočala s precej ovirami. Sploh po vaseh ne poznajo po hišnih številkah hiš, ampak samo po domačih imenih, tudi, ker so to kakšna gručasta naselja in niso številke po vrst. In to se dosti iščeš okoli. Veliko dela je bilo tudi iskanjem spomenikov partizanskih po Jelovci in po Kljuki, ker to moraš tudi kar parkrat iti, da najdeš. Ker sem imela samo zemljevid z označenimi, s pikco označeno, zdaj pa včasih je tudi par kilometrov bilo razdalje med dejanskim stanjem pa tistem, kar je na zemljevidu. Je pa zabaven, ker si srečen, ker najdeš. Enkrat smo iskali spomenike na Pokljuki, povsod, vse smo obletali, aj tam, nek mora biti, nazadnje smo v avto lezali, je bil pa tako letik nad avtom, ampak čisto zaraščeno. Blejska bogata naravna in kulturna dediščina sooblikujeta tukajšnjo turistično podobo in sta zelo pomembni za turizem in krajevno prepoznavnost. Ja, pod stran sem gledala ta star Farovš, ki so ga preuredili tudi v hostel, pa je ohranil vse tiste osnovne značilnosti, ki so potrebne. Žalosten je gledati bivši kino, še prej bil to Orlovski dom, da je zapuščen. Ne pa bi bilo lahko dosti bolj izkoriščeno, Bled kina nima, ali pa gledališča, ker noter je en redkih vrtljivih odrov v Sloveniji. Lahko oder zavrtiš, da imaš 2 scene naenkrat. Ta bolj propada. Bolj žalostno podobo kraja rišejo tudi propadajoče vile, ki so jih nekdaj gradili tujci, ki so počitnikovali na Bledu. En takih primerov je Riklijeva vila, zgleda tudi vila Sokol se bo zrušila sama vase. Ker nič ne zgleda, da bo jo kaj obnavljala. Le nekaj metrov stran od propadajoče Riklijeve vile se nahaja grajsko kopališče. Predzadnja podoba grajskega kopališča je bilo kopališče s 4 nadstropji. In letošnja sezona je pokazala, da bi bilo dobro, da bi se to ohranili, da ne bi imeli toliko divjih kopalcev izven kopališča. V kopališču je pa tudi tako stanje drevored posebnost. Kot dediščina. Ker je ohranjen. Ja, ker je ohranjen. In ozdravljen. No, to je bilo lepo, ko so bili v stanju, so zboleli,
so jih pozdravili s posebnimi injekcijami. Isto mislim tudi na Mlinen, da je bil isti problem. Na Rečici, če pogledamo v samem jedru, so zdaj zrasle velike zeleno obarvane hiše, ki čist bijajo ven iz povprečnih hiš. Za take stvari ne razumeš, kako to sploh dovolijo. Ali pa Ribno, če pogledamo spodnjo vas, so zelo luštne hišice, samo nikakor to ne paše v jedro vasi. Na Mlinem se kar je tudi v redu, je dosti v redu, samo tudi je ogromno teh sob za vdajanje, ogromen apartmajev, samo tudi so dovolili, da je zrasla ena vijolično-rumena hišica sred jedra. In to zagotovo kvari podobo vaškega jedra. Višjo šolo po mojem se tudi zelo dobro obnavljajo, tako da ostaja taka, kot je bila v prvotnem načrtu, da ni kakšnih večjih sprememb. Kakšne si pa hiše širijo pa spreminjajo, tako da je vprašanje, če še sploh sodijo na seznam kulturne dediščine. Primera dobrih praks sta na Bledu Blejski otok, ki je kulturno-zgodovinski spomenik državnega pomena, in otok Ledeniška tvorba, ki je nastala pred nekaj 10.000 leti. Najprej potencialni primer kulturne dediščine identificirajo, ga vrednotijo in dokumentirajo ter nato vpišejo v register. Za kakšne misli ti ni jasno, zakaj je v dediščini, za kakšne pa ne razumeš, zakaj jo ni noter. Gospe Maji so pri delu pomagali tudi prijatelji, saj marsikomu ni vseeno, kaj se dogaja s podobo Bleda. Na osnovi vsega tega dela, ker smo naredili, pa da vidimo, da se lahko, da so kakšne pravila za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, smo se pa zdaj zbrali še ena skupina takih entuziastov, ki bi radi na tem področju kaj več naredili, tudi kar se tiče ohranjanja jezera, okolice, da ta podoba se obdrži. Zato so ustanovili Društvo za varstvo naravne in kulturne dediščine. Letos smo o kulturni dediščini marsikaj že slišali in marsikaj še bomo, saj leto 2018 velja za Evropsko leto kulturne dediščine. In tudi raziskovanje in projekti gospe Maje bodo pripomogli k večji ozaveščenosti o tej tematiki. Dejstvo je, da je naravna in kulturna dediščina del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo. To je bil zadnji prispevek v naši tokratni oddaji o turizmu Bled na dlani. Bodite blejski do novembra, ko se spet gledamo.